Lepo pozdravljeni, dragi bratje in sestre, dragi romarji, ki ste prišli od blizu in daleč na današnji dan, ko praznujemo god blaženega Alojzija Grozdeta, praznujemo 100-letnico letos njegovega rojstva, 80-letnico njegove mučeniške smrti. Isti čas je rekel Jezus svojim učencem: če vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil prej kot vas. Dragi bratje in sestre, kakšen razkošen dan nam je podaril Gospod za to, da moramo praznovati to obletnico rojstva in obletnico smrti blaženega Alojzija Grozdeta, da se mora ta prazničnost naseliti v nas, nas prevzeti, da smo tudi mi polni lepote. Lepote, ki nam jo podarja Bog, lepote, ki jo podarjamo drug drugemu, lepote, ki jo bomo potem kot kristjani nesli na svoje domove. In zato na tem svetem kraju novomeške škofije iskreno pozdravljam gospoda škofa Andreja, upokojenega škofa Andreja, upokojenega nadškofa Stanislava, vse vas, dragi bratje duhovniki, draga diakona, spoštovane sestre redovnice, dragi bogoslovci, dragi ministranti, pevci, vsi drugi bogoslužni sodelavci, dragi mladi, ki ste, kot smo slišali, na zaplazu nekateri že od sinoči, ko ste peš priromali iz Mirne ter noč prečuli v molitvi, pesmi, slavljenju, premišljevanju, pa najbrž malo tudi dremanju, vse to spada skupaj. Dragi romarji, ki ste v tem tednu romali po Grozdetovi zadnji poti iz Ljubljane do Zaplaza, nekaj vas vidim tukaj spredaj, dragi častilci Materje Božje na Zaplazu in blaženega Alojzija Grozdeta, dragi bratje in sestre. Tukaj, na tem kraju, kjer počivajo relikvije blaženega mučenca Alojzija Grozdeta, smo se zbrali, kot rečeno, ob 100-letnici njegovega rojstva in 80-letnici njegove smrti. Rojen je bil na današnji dan, leta 1923, v Gorenjih Vodalah v župniji Tržišče pri Mokronovu. 27. maj pa je tudi dan, ko se mučenca Grozdeta spominjamo v bogoslužju cerkve. Danes je njegov god. Mučeniško smrt pa je pretrpel 1. januarja 1943. In zato vas danes previvata hvaležnost in veselje. Ne hvaležnost in veselje nad njegovim mučeništvom, pač pa hvaležnost in veselje nad njegovo življenjsko držo, nad jasnostjo njegovih pogledov in pokončnostjo njegovega krščanstva, nad zvestobo Kristusu in njegovemu evangeliju v ugodnih in neugodnih okoliščinah, kakor pravi sveti Pavel v drugem pismu Timoteju. Ko se spominjamo naših mučenih bratov in sester, navadno rečemo, da so darovali svoje življenje za Kristusa, za vero, za evangelij. Vendar menim, da ta govorica nekoliko zamegli resničnost, ki jo razodeva vsako mučeništvo. Mučeništvo ima dve plati medalje. Na eni strani je smrt iz zvestobe Kristusu, na drugi strani pa je zločin umora zaradi nasprotovanja Kristusu. Predstavljate si še ne 20-letnega fanta, polnega moči, polnega načrta, široko zazrtega v prihodnost. Ves obdarovan s talenti. Ni mogoče, da bi ta mladenič ne hrepenel po življenju, ne bil vesel življenja. V njem ni bilo nobene naveličanosti, da bi odložil življenje, kakor slišimo danes, da bi bilo najbolje, da bi v določenih okoliščinah preprosto odložili življenje in umrli. Ne. Lojze Grozdej je rad živel,
Kakor je z veseljem živelo še toliko mladih in manj mladih ljudi, ki so v tistih časih, še en nesporazum pravimo, izgubili življenje. Ne, niso ga izgubili. Ni kar nekje padlo z njih ali iz njih, ampak so jih pomorili. Vzeli so jim življenje. Hoteli so, da bi se odpovedali Bogu, veri in cerkvi. Pa mučenci tega niso mogli in niso hoteli storiti. In zato so jim vzeli tisto, kar so jim mogli vzeti. Vzeli so jim življenje. Kajti Boga, Kristusa, Marije in vsega svetega, kar so nosili v srcih, tega jim niso mogli vzeti. Tega, kar nosimo v srcu, dragi bratje in sestre, nam nihče ne more vzeti, če tega sami ne prepustimo, če tega sami ne izročimo. Lahko nam vzamejo srce, to ja. Tega pa, kar je v srcu, nam ne morejo vzeti. Nikomu izmed nas. So se bali smrti? Prepričan sem, da so se. Tako kakor njihov brat in odrešenik Jezus Kristus. Najbrž je vsak mučenec pred svojo smrtjo skupaj z Jezusom molil: Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene. In dodal: vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Podobno sta se v vsakem mučeništvu srečala podivjana krutost in odpuščanje. Mučenci, ki so umirali iz zvestobe Kristusu, so bili v uri trpljenja in umiranja zazrti v Gospoda in so tudi sami ponavljali molitev, s katero je Jezus prosil za preganjalce. Oče, odpusti jim, saj ne vemo, kaj delajo. Koliko molitev za Božje odpuščanje je bilo izmoljenih, zašebetanih ali morda samo zaječanih na moriščih po naši domovini. In te molitve za odpuščanje, ki tudi danes ne smejo utihniti, te molitve so trenutki in dejanja veličastne zmage ljubezni nad sovraštvom in nasiljem. Ko se je zdelo, da gospodari in vlada nasilje, ko se je zdelo, da človečnost in usmiljenje izginjata, da jo ni več, se je prav po teh molitvah uresničevala misel protestantskega teologa Dietricha Bonhoefferja, ki je bil tudi sam žrtev nacističnega nasilja. On je povedal, da je sovražnika treba ljubiti zaradi tega, ker mu to vrača človečnost. Človek, ki sovraži, se na vso moč razčloveči. Ko pa ga jaz, kljub njegovemu sovraštvu ljubim, mu vračam človečnost. In kaj more biti večja ljubezen, kot da prosiš usmiljenega Boga za odpuščanje za tiste, ki te preganjajo, ki te ubijajo. V mučeništvu so sovraštvo, nasilje in divjanje peklenskih sil poraženi. Na koncu pa mučenec v resnici podari svoje življenje, in sicer ljubečemu očetu. Kakor Jezus: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Ljubezen se izroči očetovi ljubezni, življenje se podari njemu, ki je gospodar, ljubitelj življenja. Trdno sem prepričan, dragi bratje in sestre, da je tako umiral tudi današnji godovnjak, mučenec Alojzij Grozde. Kakor je za Kristusom hodil skozi svojih slabih 20 let v nevihtah in viharjih, v stiskah in preizkušnjah, pa tudi v zasanjanosti in poeziji, se je v urah mučeništva oziral v Jezusa
ki mu je dal moč za zvestobo. Kaj nam Grozde na poseben način govori za naš čas? Najprej, da moramo življenje vzeti v svoje roke. Da moramo prevzeti odgovornost za svoje življenje in za svoje ravnanja. Danes se zdi, kot da je samo po sebi umevno, da za vse, kar se nam dogaja, poiščemo krivca. In to nekje zunaj nas. Za moje težave in neprijetnosti so krivi moji starši, moji bratje in sestre, moje okolje. Kdo bi mogel zajeti vse krivce, na katere prelagamo svoja bremena? Koliko je tega danes v naši družbi in v naši politiki? Včasih tako ihtavo iščemo krivca za vse, kar se dogaja, da se vsa politika spremeni v nasprotovanje. In namesto, da bi iskali rešitve in si prizadevali za skupno dobro za vse, se nam dogaja, da smo priča zgolj zagrizenemu nasprotovanju. Grozde je ravnal drugače. Upravičeno po današnjih kriterijih bi bil vse življenje zagrenjen, ker se je rodil kot nezakonski sin. Ker se je njegova mati pri njegovih 4 letih poročila, očim pa ni maral slišati za njega. Zato je živel pri teti, ločen od matere, in kako jo je pogrešal. Kdo je ne bi? Najbrž je velikokrat jokal, ker je pogrešal njeno ljubezen. A vse to se v njem ni razlaslo v zavračanje ali celo mrzlo, ne do očima, ne do matere, pa tudi do ljudi, ki niso znali vedno sprejemati tega otroka. Ob svoji teti in njeni skrbi je mogel razvijati svoje talente in pokazati odlične študijske sposobnosti. Ena teta in ena ljubezen sta dovolj, da se človek ne zapre vase, ampak se odpre življenju. Pravzaprav bi moralo vsakemu izmed nas zadoščati, da te ima nekdo rad, da si za njegovo ljubezen hvaležen, da ti to svojo ljubezen pokaže. In potem se vsak izmed nas lahko razcveti z vsemi svojimi sposobnostmi. Ni treba, da nas objema ves svet. Dovolj je, da nas ima nekdo rad in da se te ljubezni začnemo zavedati in smo zanjo hvaležni. Kako se more razcveteti življenje? Druga lastnost, katero nas danes nagovarja Alojzij Grozde, je jasnost njegovih misli in pogledov. Vse je presojal skozi Kristusa in njegov evangelij. To je tudi za nas najodličnejše merilo. Jezus je svojim učencem povedal, da je prišel zato, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Zato nas zvestoba Kristusu vedno vodi v življenje. V tej luči lahko zelo hitro spoznamo, kaj je naklonjeno življenju, dobrim odnosom med ljudmi, medsebojnemu spoštovanju, skrbi za skupno dobro, pa tudi kaj življenju nasprotuje, ga omalovažuje ali uničuje. Odkar je bil na našo zemljo pahnjen zmaj, stara kača, ki je oče laži, je nadvse pomembno, da nam oči in misel razsvetljuje luč evangelija, da moramo spoznati, kaj je dobro in kaj je zlo, kaj je resnica in kaj je laž. Jasnemu spoznanju pa mora slediti tudi ravnanje. Blaženi Grozde je bil zgled mladega kristjana, ki se je odločil za Kristusa, ki je v Evharistiji odkril sonce svojega življenja. In tega Kristusa je tudi oznanjal z vrednotami, ki jih je živel dosledno in skušal k Bogu pritegniti čim več svojih vrstnikov. Čudovita naloga za nas vse. In prav ta Grozdetova drža je v našem svetu zelo pomembna.
danes v tem času diktature strpnosti, lahko začnemo dobivati občutek, seveda nam ga ponujajo in mi ga lahko začnemo sprejemati, da živeti vero pomeni svojo vero vznemirjati tiste, ki ne verujejo. V imenu lažne tolerance začnemo svojo vero omejevati na cerkev, morda še na stene svojega doma in nazadnje začne bledeti in izginjati. Spreobrnjeni Jud maroškega porekla Gad el Maleh, ki je postal katoličan, uči drugače. Pravi, da kristjanom primanjkuje verskega ponosa. Biti ponosen na svojo vero, ne vzvišeno, ampak hvaležno, ne vzvišeno, ampak apostolsko, oznanjevalno, pričevansko. Prav ima. To velja tudi za nas. Blaženemu Alojziju zdravega krščanskega ponosa res ni manjkalo. Zato se ni skrival, ampak je veselo živel svojo vero in tako vabil v Kristusu tudi vrstnike. Spoznal je, da današnji svet za svojo rešitev ne potrebuje veliko politikov, znanstvenikov in umetnikov, ampak potrebuje predvsem delovnih svetnikov. Tako je v zadnjem letniku gimnazije povedal 3 tedne pred svojo mučeniško smrtjo članom Marijine kongregacije. Blaženi Alojzij Grozde, izprosi nam jasnosti, pokončnosti, zvestobe in svetosti v hoji za Kristusom. Amen.